Komentar dneva, legendarni voditelj oddaje Butenrock, Igor Vidmar. Nad vse spoštovani, našega premijeja pa zares radi mrzimo, kaj ne? Sploh sedaj, ko je spet pokazal svojo pravo depelsko čud, kot jo poznamo iz odlične knjige Spomenke Hribar Svet kot zarota. Vendar si je s tem naredil tako očitno medvedjo oziroma škorpionsko uslugo, da se zdijo ponavljajoče se precej tudi enoumne analize in déjà vu psihoprofili njegove nezrelosti, pa kalimerostva in tako naprej komaj potrebni. Saj enako kot premije pridigajo s preobrnenim. Povrh pa se mu je po vseh političnih porazih v zadnjih časih v ponedeljek zgodil še pravi untergang nekdanjih medijskih zaveznikov, groteskna samoovadba v živo na njegovi televiziji. Skratka, jasno je, in sam je tudi priznal, da mu ni uspelo načeti ideološko vrednostne in medijske hegemonije levega liberalizma. Zato je intenzivnost in tudi žolčnost kritik premijeja toliko bolj nenavadna, če ne kar simptomatična. Kaj manjka tej sliki? Kaj nam uhaja? Bizaren simptom tega uhajanja, tega nelagodja je bilo pismo pivovarskega tajkuna gospodu Pahorju. Prava tovariška kritika je bila to ostra in poštena. Poklicni analitiki so bili dosti bolj blagi. No, vse skupaj pa se je izteklo v vprašanje, ali je neomajno uglajeni europoslanec, ki niti ni hotel biti predsednik vlade, res garant za to, da bo po parlamentarnih volitvah prihodnje leto drugače. Kaj pomeni, poleg čisto vladnih floskul, o nuji visoke rasti, o Sloveniji na vrhu sveta, o fleksi varnosti in takih neoliberalističnih frazah iz Evrope, njegovo izrecno distanciranje od delavskega protesta? Še več. Ali ni kar cela ekonomska ideologija opozicije, ki jo gojijo bolj ali manj tudi vsi mediji, od desnih financ prek priloge Dela do Dnevnika, pa tja do Boga Kovača v Mladini, nekoliko nenavadna. Medtem ko je vladna gospodarska politika kvečjemu mešana, pa precej leva, kejnezijanska, tako rekoč, se malo ne cela levica priduša na neoklasično liberalne vrednote. Še več proračunskega varčevanja, pa privatizacija vsega, javnih storitev tudi in tako naprej. It's the economy stupid, je rekel Clinton pred 15 leti in presenetljivo zmago. Obratno se lahko zgodi današnji levici, če ne bo pojasnila tega paradoksa.